Šalom in dobrodošli nazaj v Izrael za Lino. Danes bomo spoznali kraj, ki je zavedno spremenil zgodovino Izraela. Kajti tukaj, le nekaj metrov od mesta, kjer smo zdaj, je bila skrinja zaveze. In od tod je bila izgubljena in odpeljana v izgnanstvo. Vendar ne strani Babiloncev, temveč Filistejcev. Pridite z mano spoznati Izbe Carto, biblijski Eben Ezer in njeno arheologijo. Torej, če ste pripravljeni, začnimo. Ebenezer je bila ustanovljena pred približno 3300 leti, v času sodnikov, in bila je majhna kmetijska vas. Tukaj je živelo nekaj 10 ali nekaj 100 prebivalcev, vendar je to mesto kljub svoji majhnosti spremenilo tok biblijske zgodovine. Ampak kako arheologi vse to vedo? Kako vedo, kdaj je bilo to mesto zgrajeno? Ker je vsaj na prvi pogled videti, kot da je tukaj vse iz kamna. Obstajajo 3 glavne tehnike, ki pomagajo določiti starost tega kraja. Prva je s pomočjo keramike, da večina zgradb, tistih velikih, je iz kamna. Ampak pridite sem z mano. Če začnemo gledati bolj podrobno izkopavanja, poglejte tukaj, kaj začnemo najdelati. Koščki keramike. Poglejte, kako lepo, ljudje. Tukaj imamo keramiko. In arheologi, ko so izkopavali to mesto, so našli na tisoče, res na tisoče takih koščkov. In po vrsti keramike lahko ugotovijo, iz katerega obdobja je bila zgradba. Obstajata še 2 načina. Poglej, najprej moramo keramiko vrniti na svoje mesto, drugi način pa je s pomočjo testov z ogljikom 14. Pri ogljiku 14 dobesedno vzamejo organske materiale z mesta in jih testirajo, ter lahko z dokajšnjo natančnostjo ugotovijo, iz katerega obdobja je gradnja. In tretji način temelji na sami arhitekturi. Predstavljajte si, kje živite, v vašem mestu. Če je bila stavba zgrajena danes ali pred 50 leti, verjetno lahko zlahka prepoznate, da se arhitektura spreminja. Predstavljajte si cerkev, zgrajeno pred 50 leti ali cerkev staro 100–150 let. Slogi se spreminjajo. In isto velja tudi za staro arhitekturo. Včasih je trajalo nekoliko dlje, da so se te spremembe zgodile. Ampak če pogledamo hišo iz časa sodnikov in hišo iz časa kraljev, so različne. Če pogledamo v babilonskem obdobju, so še veliko bolj različne. In ta hiša, ki jo vidimo, je klasična hiša iz začetka železne dobe, zdaj pa se bomo podali na potovanje skozi čas in vstopili, da spoznamo to hišo. Gremo! Če vam je všeč vsebina na tem kanalu in želite podpreti naš projekt ter hkrati dobiti dostop do ekskluzivne vsebine, ste vabljeni, da se pridružite klubu članov tukaj na kanalu. Vse informacije so tukaj v opisu. In res hvala vsem, ker ste del tega zgodovinskega in arheološkega potovanja skupaj z mano. In zdaj nadaljujemo naš ogled v Ebenezerju. Ta vrsta gradnje, ta arhitekturni slog ima povsem neizvirno ime. Imenuje se hiša s 4 prostori. Prvi prostor je bil ta, notranje dvorišče, odprto proti nebu, ena soba na vsaki strani in še ena soba zadaj. In poglejte, kako neverjetno, tukaj lahko celo vidimo ostanke enega od stebrov, ki so podpirali streho te sobe, tega stranskega prostora.
Ampak morda si nekateri izmed vas zastavljate vprašanje, kje so ostale stene? Lahko vidimo, da je stena preživela le do te višine. Kje je ostalo? Gre za to, da je bil preostanek teh sten narejen iz blatnih opek. Torej, vsi temelji in potem do te višine, tukaj, malo več kot meter, so bili iz kamna, nad tem pa iz blatnih opek. In po 3000 letih so te blatne opeke že davno izginile. Ostali so le majhni ostanki, ki so arheologom pomagali razumeti, kakšne so bile te stene v izvirni obliki. In ta hiša, kot vse hiše iz tistega časa, je imela več funkcij. Seveda so bile tukaj sobe, kjer so ljudje spali. Bila je tudi kuhinja znotraj hiše, ampak bil je tudi prostor za živali, dobesedno hlev. In ta hiša, v kateri smo, je bila najbolj razkošna hiša v Ebenezerju. Da, to je bila najbolj šik hiša v celem mestu. In to nam res pokaže, da je bila to preprosta kmetijska vasica. Ampak kljub preprostosti hiš v mestu, vse so imele izjemno debele zunanje stene. Poglejte, kako velike so. In vse hiše so imele le majhen vhod. Poglejte tukaj. To je zato, ker gre za vprašanje zaščite. Obdobje sodnikov je bilo zaznamovano z veliko vojnami in spopadi. In ta hiša, ki jo zdaj gledamo, je bila zgrajena pred približno 3150 leti. In prav v tem času pride v to regijo nov narod. Oziroma, bolje rečeno, konfederacija ljudstev. Ti so bili imenovani ljudstva morja. In med temi ljudstvi morja so bili Filistejci. Ljudstva morja, kot že samo ime pove, so prispela z ladjami na vzhodno obalo Sredozemlja. Bili so evropskega izvora, iz območja Egejskega morja, verjetno pa tudi z otoka Krete. In prav Filistejci so napadli in osvojili južno obalo Kanaana. In tako so ustanovili Pentapolis. 5 filistejskih mest, ki so bila Gaza, Aškelon, Ašdod, Gat in Ekron. In postali so veliki sovražnik izraelskega ljudstva. Toda preden nadaljujemo z razlago o Filistejcih, vam moram dati zelo pomembno pojasnilo. Pojasnilo, da so biblijski Filistejci in današnji Palestinci dva popolnoma različna naroda. Filistejci, kot smo že povedali, so bili evropskega izvora. To vemo tudi zaradi DNK testov. Dobesedno so izkopali filistejska pokopališča v Izraelu, vzeli so kosti in testirali DNK ter ugotovili, da so resnično evropskega izvora. Filistejci so bili pogani, imeli so egejsko kulturo in govorili niso semitskega jezika. Filistejce so najprej podjarmili Asirci, nato pa so jih Babilonci izgnali. To pomeni, da so bili pred približno 2600 leti poslani v oddaljene dežele in se nikoli več niso vrnili. In v teh oddaljenih deželah je njihova kultura izginila, oni pa so se pomešali z drugimi narodi. Se pravi, biblijski Filistejci, veliki sovražniki izraelskega ljudstva, so dobesedno izginili iz zgodovine. Zdaj pa primerjamo to s sodobnimi Palestinci. Palestinci so arabskega porekla, etnično so Arabci, ne Evropejci. Večina med njimi je muslimanske vere in so prišli sem več stoletij potem, ko so Filistejci že izginili, ter so prevzeli ime regije, ki je bila nekoč delno v lasti Filistejcev.
In to ni politika, to je zgodovina. Ampak ker pogosto vidim, da ljudje mešajo oboje, včasih nehote, včasih pa tudi namenoma, bi rada malo pojasnila to vprašanje. In zdaj se res vrnimo k biblijskim Filistejcem. Potem, ko pridejo na obalo Kanaana in se naselijo, se začnejo krepiti in širiti svoje ozemlje onkraj prvotnih 5 mest. Začnejo se širiti in pridejo vse do Afeka, ki je tukaj poleg nas. In Izraelci so večkrat poskušali ustaviti napredovanje Filistejcev, vendar brez večjega uspeha. In situacija je postajala vse bolj kritična. Potem je v dneh preroka Samuela prišel odločilni trenutek. Bilo je treba enkrat za vselej odločiti, komu je bila ta dežela obljubljena, ali ljudstvu Izraela, ali Filistejcem. In spomnite se, Filistejci so bili že tukaj vse do Afeka, tik ob nas. In nadzorovali so vso obalo, od Afeka na jugu pa vse do Egipta. In ljudstvo Izraela je imelo svojo prestolnico v Šilu. In začeli so pošiljati čete sem v obmejno območje zaradi velike bitke, za katero so vedeli, da se bo zgodila. Izrael izbere Eben Ezer kot kraj svojega tabora, kot glavni štab svojih čet. Toda vprašanje je, zakaj? Če pogledamo tukaj, kraj ne izgleda prav nič impresivno. Zakaj je bil ta kraj izbran? Obstajata 2 razloga. Prvi razlog smo že omenili. Nahajamo se poleg Afeka, bitka bi se zgodila tukaj, zelo blizu. In zato so želeli tabor postaviti čim bližje kraju bitke. Vendar obstaja še drugi razlog, ki ga poznamo iz arheologije, in to vam želim zdaj pokazati. Pridite z menoj. Opazite te kroge tukaj na tleh. Desetine jih je raztresenih po vsej Ebenezer. In zdaj vas želim vprašati, kdo lahko ugane, kaj so bili? Svoje predloge in ugibanja lahko pustite tukaj v komentarjih. In zdaj bomo poskušali razumeti, kaj je to bilo in kako je to povezano z biblijsko bitko. Najprej, tukaj niso bile cisterne, niso bili rezervoarji za vodo, ker če bi bili, bi morali biti obloženi z ometom. Kaj so vse te luknje? Tukaj so bili silosi za shranjevanje žita, ker se žetev pšenice tukaj v deželi Izrael zgodi le enkrat na leto. Torej so pšenico in ječmen, ki so ju poželi tukaj v tej regiji, prinašali v te silose iz kamna in jih prav tako pokrivali s kamnom. In tako so jih lahko hranili 1 leto ali celo dlje, zaprte in stran od škodljivcev ter tudi glodavcev. In glede na število silosov na tem mestu, razumemo, da čeprav je bilo prebivalstvo majhno, so imeli veliko kmetijsko proizvodnjo. In še več kot to, izkopavanja so tukaj našla tudi majhne zidove, ne mestnih obzidij, tudi ta so bila najdena, ampak so našli manjše zidove, ki so jih uporabljali za zadrževanje živali in živine. In to pomeni, da je Ebenezer imel ogromno količino hrane, tako žit kot tudi živali. In če boš sem pripeljal tabor z več tisoč vojaki, potrebuješ hrano. Zato je zgodovinsko in arheološko zelo smiselno postaviti tabor izraelskega ljudstva tja, kjer je obilica hrane. Torej, s taborom, ki je bil tukaj v Ebenezerju
In Filistejci, ki so imeli svoj tabor zelo dobro postavljen v Afeku, prišel je trenutek velike bitke, velikega spopada. In oba naroda, vsak iz svojega tabora, prideta ven in se srečata na odprtih poljih. In začne se ta velika bitka, ta veliki trenutek. In Izrael je poražen na grozen način. 4000 izraelskih vojakov je ubitih v bitkah. In potem se umaknejo in se vrnejo v Ebenezer ter začnejo razmišljati, kaj bomo storili? Kaj bomo storili? In Sveto pismo nam pove, zakaj so se odločili. Ko so se vojaki vrnili v tabor, so izraelske oblasti vprašale, zakaj je Gospod dovolil, da so nas danes Filistejci premagali. Pojdimo v Šilo po skrinjo zaveze Gospoda, da bo šel on z nami in nas rešil iz rok naših sovražnikov. Tako so iz Šila prinesli skrinjo zaveze Gospoda nad vojskami, katerega prestol je med kerubi. Elijeva sinova, Hofni in Pinhas, sta spremljala skrinjo Božje zaveze in ljudstvo praznuje prihod skrinje. Bili so prepričani, da bodo zdaj zmagali. Ko je skrinja zaveze Gospoda vstopila v tabor, so vsi Izraelci tako glasno zavpili, da se je zemlja stresla. Filistejci, ko so slišali krike, so vprašali, kaj pomenijo vsi ti kriki v taboru Hebrejcev? Ko so izvedeli, da je skrinja Gospoda prišla v tabor, so se Filistejci prestrašili in rekli, bogovi so prišli v tabor, gorje nam, nikoli se nam še ni zgodilo kaj takega. Morje nam, kdo nas bo rešil iz rok teh mogočnih bogov? To so bogovi, ki so Egipčane udarili z vsemi mogočimi nadlogami v puščavi. Bodite močni, Filistejci, bodite možje, sicer boste postali sužnji Hebrejcem, tako kot so oni bili vaši sužnji. Bodite možje in se bojujte. Toda pa bi to zadostovalo za zagotovitev zmage izraelskemu ljudstvu, kajti ljudstvo ni postilo, ni molilo k Bogu, ni se pokisalo. Preprosto so poiskali skrinjo, da bi jo uporabili kot nekakšen amulet, brez česarkoli drugega zraven. In potem je prišla druga bitka pri Ebenezerju. Na teh istih poljih se je zgodila druga in večja bitka. In potem ljudstvo Izraela doživi še večji poraz. Tokrat govorimo o 30 000 mrtvih vojakih. In ne samo to, med mrtvimi sta bila tudi Ofli in Finej, sinova velikega duhovnika pri shodnem šotoru v Šilu. In kar je najhuje, skrinja zaveze je bila ukradena in odnesena na filistejsko ozemlje ter postavljena v tempelj Dagona v mestu Aždod. In arheološka najdba, ki je pomembnejša od vsega, kar smo do zdaj videli, je bila najdena prav znotraj silosov. In to je bil ostrakon. To pomeni napis, narejen na keramičnem drobcu. Na njem je 103 črk v stari hebrejščini. Eden najstarejših hebrejskih napisov, kar so jih kdaj našli. In to je zelo skrivnosten napis. Razdeljena je na 5 vrstic. Začnimo z najnižjo vrstico. Najnižja vrstica je preprosto hebrejska abeceda. A, B, C, D. Ampak tukaj nekaj malo čudnega. Abeceda je od leve proti desni. In hebrejščina je vedno, celo v najstarejših časih, je bila pisana od desne proti levi.
Torej, prva skrivnost je, zakaj je abeceda, če lahko tako rečemo, obrnjena. In tudi v tem besedilu je nekaj črk, ki so obrnjene. Dobesedno obrnjene v napačno smer. In zakaj? Nimamo pojma. Torej, zadnja vrstica je abeceda, abecednik. In prejšnje 4 vrstice, kaj piše tam? Med arheologi poteka velika razprava. Delno so izbrisane in poškodovane. In zato je zelo težko razvozlati, kaj je napisano. Toda raziskovalec William Shea verjame, da mu je uspelo razvozlati ta tekst. Leta 1990 objavi rezultate svojih raziskav. In resnično je šokantno, kar mu je uspelo prebrati v teh starohebrejskih črkah. Želim pustiti povezavo tukaj v opisu tega videa, kjer je celotna raziskava. Kdor želi, lahko klikne in prebere v angleščini. In zdaj bomo skupaj poslušali, kaj je on dešifriral. Na polje smo prišli iz Sila v Afek. Kitimci so ga vzeli in odšli v Azor, k Daganu, gospodarju Ašdoda in v Gat. Vrnil se je v Kirjat Jearim. Hofini, tovariš pehotnih vojakov, je prišel obvestiti starešine. Prišel je konj, na njem pa je bil moj brat, da bi ga pokopali. Poglejte, kako neverjetno. Če je ta prevod pravilen, je to nekaj ogromnega, kajti to ima konkretne vzporednice z biblijskim poročilom. Prva vrstica besedila opisuje napredovanje skupine ljudi iz Šila na polje v Afeku. In smiselno je ta skupino prepoznati kot Izraelce. Druga vrstica identificira drugo skupino ali narod, Hitimce. Ta izraz se je uporabljal za ljudi, ki so prihajali z Cipra. Vendar pa je bil včasih ta izraz lahko tudi bolj splošen izraz za ljudi, ki so prišli v Kanan po morju, kot na primer v primeru morskih ljudstev. Med njimi Filistejci. In besedilo se nadaljuje. Ko ti, ki so iz Kitima, odnesejo nek neimenovan predmet, domnevno skrinja zaveze. In od 3 omenjenih krajev se 2 pojavita tudi v svetopisemskem pripovedovanju. V prvi Samuelovi knjigi, poglavje 5, in zadnja vrstica govori o vrnitvi tega predmeta. Prav tako omenja Kirjat Jearim, eno od postaj skrinje zaveze. Ta napis je datiran v čas bitke pri Eben Ezerju. To pomeni, da če ima William Shea prav pri svoji razlagi besedila, to je zadnje poročilo o skrinji zaveze, preden so jo odnesli Filistejci. Vedno pa se moramo zavedati, da ni bila najpomembnejša sama skrinja, zlata in akacijeva skrinja, ampak tisto, kar je bilo v njej. To so bile plošči postave, ki so vsebovale 10 zapovedi. Mana in Aronova palica. In Filistejci odnesejo skrinjo, najpomembnejši predmet pri češčenju Izraelovega boga. In jo postavijo v poganski tempelj, tempelj Dagona v Ašdodu. Kaj pa se zgodi v templju in mestu? Ko prebivalci kasneje pridejo, je kip padel in obglavljen. In celo mesto doleti strašna kuga od hemoroidu. Vem, da je Sveto pismo v prevodih v različne jezike včasih nekoliko cenzurirano, ker je nerodno govoriti o hemoroidih. Zato se včasih pojavi beseda kot, rane, rak, tumori. Ampak v izvirniku, v hebrejščini, piše trorim. Bila je to kuga hemoroidov. Torej, prebivalci Ašdoda razumejo, da ne bi smeli imeti skrinje in jo pošljejo v Gat, kjer ji doleti ista kuga. Nato v Ekron.
in tudi tam jih doleti kuga. In končno Filistejci razumejo, da ne bi smeli imeti skrinje zaveze. In jo predajo mestu Bejt Šemeš, ki je že bilo mesto znotraj izraelskega ozemlja. Vendar prebivalci Bejt Šemeša, ne vsi, ampak nekateri, ko vidijo, da se skrinja vrača, naredijo nekaj popolnoma prepovedanega. Odprejo skrinjo, pogledajo vanjo. Tudi Bejt Šemeš je na to prizadet z veliko kugo. In tudi Bejt Šemeš pošlje skrinjo v Kirjat Jearim. In tam ostane, dokler je končno ne odnesejo v Jeruzalem in nato postavijo v tempelj, Salomonov tempelj. Res je, skrinja je opravila ogromno potovanje, preden je prispela v tempelj. Vendar nekaj stoletij kasneje, leta 586 pred Kristusom, so Babilonci tempelj popolnoma uničili. In skrinja nato izgine in se nikoli več ne vrne. A to je že tema za prihodnji video. Upam, da vam je bilo všeč spoznati malo bolj podrobno bitko pri Ebenezerju in arheologijo tega kraja. Če vam je bilo všeč, ne pozabite pustiti všeček. Se vidimo naslednjič!